Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Pa poglejmo, kva je novega. Premier Borut Pahor je včeraj v prostorih vlade sprejel predstavnike sindikata družbe Mura, tema pogovora pa so bile razmere v podjetju. Država skupaj s Sodom zadnje čase išče rešitev za to tekstilno podjetje, ki je v velikih težavah. Predsednik sindikata v Muri Drago Forjan je po sestanku v Lahnem Drncu povedal, kaj pričakuje od vlade. Rešitev. Kakšno? Rešitev. Kakšno? Za 3400 delavcev, za 1400 delavcev, za koliko? Dogovorili se bomo, gre za dogovor o rešitve. Pa je tukaj kaj nove rešitve videti, zdaj, ko ste bili pri predsedniku vlade z ministri? Iščemo. Dajte razumeti, Dragota, v bistvu določene zadeve, ko smo se dogovorili, smo pač tako dogovorjeni in boste dobili izjave, ko bo čas za to. No. In glavno izjavo ste dobili, zadeve niso pokopane, se gre naprej, da in kako boste pa pač pravočasno obveščeni. In sorry zdaj, fanti. No. Ampak no, sam tole, no, če se lahko ustavite, ker res tako zgleda, kakor da bežite. Samo eno kratko vprašanje. Ne bežim, mislim, povedal sem, vsi glavni akterji dogovore, vsi glavni akterji se dobimo in bomo čim prej prišli do nekega dogovora. A vas lahko samo to vprašam. Vsi, ki so potencialno bili nekako v igri za rešitev Mure, so se ali odmaknili ali so jih zavrnili. Se vam je zdel kakšen od njih sploh pameten investitor? Oziroma pravi za Muro? Jaz ne vem, kateri vse investitorji so bili, tako to težko komentiram. No, pa vam povem, tisto, kar se je javnost govorila. In to ni bilo v redu? Ja, jaz ne rečem, da ni bilo v redu. Jo, hvala za ta trim. Dobro jih je, ne? Ne mučil, takole morajo laufati za njim. Pa še so laufali. Ob prehodu za pešce pred vladno palačo pa je Denis ujel spet ministra za razvoj in evropske zadeve Mitja Gasparija ter ga vprašal, kaj si misli o novih dohodninskih razredih oziroma spremembah na področju davčne zakonodaje in obdavčenju luksuza. Luksus bojo obdavčili. Skrajen čas. Glejte, nimam posebnega stališča, oziroma moje stališče je, da v tem trenutku davčne spremembe niso potrebne. Potrebno se je koncentrirati na spremembe na odhodkovni strani, ker edine te lahko prinesejo bistveno spremembo kvalitete, medtem ko zdaj spreminjati davčni sistem je pa seveda poteza, ki je zelo riskantna, glede na to, da niti točno ne vemo analitsko, kaj so nam prinesle dosedanje spremembe v zadnjih letih. Torej jaz sam nisem pristaš poseganja v davčni sistem zaradi krpanja proračuna. Moramo se odločiti programsko o izdatkih, o tem, kako bomo izboljšali kvaliteto javnih financ, potem pa ne bo treba razpravljati o tem, ali moramo povečevati davčna bremena. Davek na luksus? Na premoženje vsekakor, ja. Predsednica izven parlamentarne stranke NSI Ljudmila Novak je po tiskovni konferenci, na kateri je komentirala aktualne politične zadeve v Sloveniji, odgovorila tudi na vprašanje, zakaj se v resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu govori o totalitarizmu in ne totalitarizmih. Povej, Ljudmila. Piše totalitarizma, zakaj ne totalitarizmov? O evropski zavesti in totalitarizmu. To ne vem, točnega naslova se zdaj ravno ne spomnim, ampak gre predvsem za obsodbo vseh treh totalitarnih sistemov in to je bistveno, kajti do zdaj smo vsi vedeli, da fašizem in nacizem sta bila totalitarna sistema, ki sta povzročila veliko zločinov, smo jih obsojali, medtem ko zavest o tem, da je tudi komunizem povzročil veliko zločinov, pa ni bila tako jasna, predvsem zaradi tega, ker so komunisti bili toliko časa na oblasti in seveda nihče ne bo o sebi dejal, da je totalitarist ali da je povzročal zločine. In tudi ta, mislim, da resolucija Sveta Evrope govori o tem, da ker ni prišlo do obsodb tega, zato ljudje nimajo občutka, da je dejansko, da so to bili zločini. In sedaj vidimo, da sodijo vojnim zločincem, ki so delali zločine na Hrvaškem ali pa v drugih delih Jugoslavije in na isti način bi morali storiti seveda tudi na našem ozemlju, ampak ker do tega ni prišlo, se je ta občutek, da je to bil zločin, pravzaprav zabrisal. Za vse ljubitelje arheologije pa je Denis pripravil še eno epizodo zvezdnih arheologov. Ti morajo po novem nositi čelade, saj so na najdišču že začeli delati tudi gradbinci. Jožica Hrustelj nam je še povedala, kako poteka dokumentarno fotografiranje najdišča. Fantje postavljajo kaj tole na tem delu? V škatli vidim neke znakce, to pa je? Fantje postavljajo fototočke. Ja.
in sicer jih postavljajo tako v enem vsaj na oko pravilnem razmaku 2 metrov, se pravi, se ustvari s temi točkami neka mreža. Te fototočke se naknadno posname z geodetsko napravo, se pravi, se jih umesti v prostor in glede na to, da so te fototočke na fotki, se da na podlagi tega tudi celotno fotoskico, se pravi, iz posameznih fotk sestavljen celoten tloris umestiti v prostor. Poleg tega pa te fototočke pripomorejo k temu, da se posamezne fotke razpačijo, da jih je lažje sestaviti skupaj. V redu. Se pravi, zdaj bojo tam z neko posebno palico. Z žirafo, tako imenovano, ker ima dolg vrat. Bodo to fotografirali iz zraka, verjetno? Ja, čim višje, čim bolj vertikalno, zato da je čim manj razpačanja. In to bo v bistvu več postavitev. Recimo, da v eno fotko ujame, recimo 4 fototočke, je idealno. Vabilo dneva na Utrip festival. En model iz argentinskega parka, pa plakat ima sabo. Slovenija, kulturac. Včeraj se je začela 7. mednarodno pesniška prevajalska delavnica Zlati čovanje Bemtita vreme v Škocjanu na Krasu, ki bo potekala do 13. septembra. Iz Slovenije sodelujejo Jani Kovačič, Tone Škarjanc, Tatjana Jamnik in Ana Jelnikar. Nastopajoči bodo svoje delo predstavili tudi v Ljubljani na literarno-glasbenem večeru, ki bo v petek 11. septembra ob 19. v klubu Cankarjevega doma. Nimamo videa. Na letnem vrtu jazz kluba Gajo pa lahko vsak ponedeljek poslušate študentski jam session, mlade glasbenike, ki se preizkušajo v jazzovski improvizaciji. No, da slišimo to. Še vreme. Jebem ti tam roz! Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.